Člana kulturno-turističnega društva Dobernik sta nam že v lanskem letu predstavila eno pokrajinsko nošo. Seveda v sodelovanju s starejšimi krajani in etnologinjo gospo Marijo Makarovič iz Ljubljane, ki jo prav lepo pozdravljam in vabim na oder. Letos pa vam bomo predstavili drug primer noše, ki smo jo izdelali na podlagi fotografije iz Diške cerkve. Na oder vabim tudi gospoda Antona Perkoza. Spoštovane in krajani, spoštovani obiskovalci današnje prireditve, veliko čast mi je, da lahko na današnjem odru predstavim dr. Marijo Makarovič, znano slovensko etnologinjo, in če jo skušam v nekaj besedah opisati, kar je seveda izredno težko. Sila preprosta gospa, velika strokovnjakinja, ki jo najdete lahko marsikje na slovenskem podeželju. Ponavadi hodi peš, ker je to njen hobi oziroma je veliko veselje. Pogovarja se z ljudmi širom po Sloveniji, tudi na slovenskem Koroškem, jo zelo pogosto srečate. Dr. Makarovičeva je bila rojena v Ljubljani, pa me zato zanima, kaj je bilo tisto, kar je v njenem življenju odločilo, da se bo pa ukvarjala s podeželjem pa z kmečkim načinom življenja, nošami, ki so jih naši predniki nosili in podobno. Hvala lepa za vprašanje, vendar mi je nekoliko žal, da se nisva prej zmenila, kaj se ne bo prav. Namreč to vprašanje bi bilo najlepše, če bi ga nekako prešla, ampak zdaj je, kar je. In sicer sem najprej jaz upisala gozdarsko fakulteto, ker je pa tam bilo toliko matematike in mene matematika kar naprej mi je delala probleme, sem že prvi dan prijokala domov in medtem, ko sem pomivala posod, takrat, če ni bilo pomivalnih strojev, so mi solze kapljajo v to posodo. Starejši brat mi je vprašal, pa kaj se dereš? Tako kot ponavadi bratje prijazno sestrami govorijo. Jaz sem rekla, ne bom na tej fakulteti ostala. Je rekel, jaz si 8 let govorila, da boš gozdarski inženir. Kaj je to zdaj narobe? Je rekel, ena ženska muha in je šel. Je še kar naprej, pa v tisto posodo, pa v tiste krožnike, se derem, pride spet nazaj, prav povej, kaj je narobe. Sem rekla, ne bom to fakulteto nikoli končala, ker je preveč matematike. Rekel, no, potem se pa prepiši, to je pa najmanj, in sem se prepisala na to. Če recimo vem, sploh nisem vedela, na kaj sem se prepisala, samo vprašala sem, kje je najmanj predavanj, ker sem iste časno igrala violino in sem želela igrati v orkestru. Fakulteto bi pa še naredila tako za zraven, ker sem je gozdarska preveč zamerila. No, ampak kot vidite, sem se tam nekako obnesla, kot je bilo že mimo grede povedano, in tako še zdaj šalim po tej ljubi dragi Sloveniji, danes sem vesela, ker mi je to neprijazno povabo, da prišel do prvič. No, če se nakratko še opišem, kaj vse je že dr. Makarovičeva v življenju naredila. Bilo je že napisanih 45 monografij, 18 knjig, 338 strokovnih člankov, pa verjetno te številke niso več tako v tem časom že kaj nastalo. Se pravi, sila trudovito delo. No, tudi za vašo doktorsko dizertacijo ste se odločili, da proučujete pokrajinsko nošo na Slovenskem v 19. stoletju in kasneje. Kako pravzaprav ugotovite, na kakšen način so bili oblečeni naši predniki, recimo v prejšnjem stoletju ali pa še prej, če zdaj nihče več tega ne ve, na kakšen način lahko to ugotovite? Hvala lepa za vprašanje. Moram priznati, da je to vedno težje in tudi tone, ki mi je prijazno spremljal po terenu, saj tu okrog Dobrniča, vem, da se je tega nekako zavedal, da je vedno težje dobiti podatke. No, za starejša obdobja, ker je že omenil mojo doktorsko disertacijo, pa se je bilo treba poglobiti v vire 18. in 19. stoletja, tudi noše, ki jih nosijo
folkloristi straže in pa tudi naša dekleta se še srametljivo skrivajo v svojih oblekah, so iz tega časa, iz konca 18. stoletja, ki so jih na srečo tedanji umetniki upodobili in pa tudi deloma opisali. To se pravi, najprej pogledam, če je kje ohranjeno slikovno gradivo, potem, če so kje kakšni pisni viri in seveda grem tudi rada na podeželje, da se tam pogovarjam s starejšimi ljudmi. Ampak to za šalo, to zares moram povedati, ko sem bila še mnogo mlajša, da sem rekla, ja, ko bom pa stara, recimo tja čez 70 let, takrat pa ne bom več hodila na teren, ker to ne bi bilo nekako prav. Verjemite mi, da zdaj še vedno hodim na teren in kar nekako že z lučjo iščem pripovedovalke in pripovedovalce mojih let, ker so se preprosto umaknili, ne vem, če bom prav pokazala na take prostore, ki jih imate tu zadaj, in pač tam v miru počivajo. Jaz pa še kar naprej sprašujem, ampak krivi so pa podobni, kot magister Tone Herper, ki pravijo, ali bi prišli v naš kraj, naša dekleta bi bila rada oblečena v starejšo nošo, in takih krajev, verjemite mi, je še kar precej po Sloveniji, zlasti na Štajerskem, kjer bi radi kar naprej plesali in peli, no, to so pač Štajerci, Dolenci se jim precej približujejo, pa vendarle moram reči, da mene obremenujejo toliko s svojimi prošnjami. V glavnem zahajam na Štajersko, Belo krajino in še tam drugam, kjer te noše vesičem, potem pa jih naše skrbne šivilje izdelajo, dekleta pa jih nosijo in pa tudi fantje, kot vam bomo nekoliko, če bo na sporedu vprašanje, vam bomo nekoliko več kasneje o tem povedali.